Sem človek, ki ima strašno rad življenje. Zelo sem bil frustriran, ker sem imel tako ušesa, sem si hlimal tako. In jaz sem prosil Boga, Bog, daj mi mozole. Lej, Bog, res se me čudovito ustvaril. Pozdravljeni. Danes je naš gost, brat Joško Smukavec, predstojnik Kapucinskega samostana v Škofji Loki. Pozdravljen. Hvala. Joško, danes imamo tukaj nekaj ličil, s katerimi seveda lahko olepšamo našo podobo, ampak midva bova govorila o samopodobi, ki pa temelji predvsem na našem očetu. Zdaj pa mene zanima, kdo pa je Joško? Kdo si ti oziroma kako si ti v otroštvu gradil to svojo samopodobo? To je široko vprašanje, ampak bi mogoče o sebi povedal, kdo sem jaz. Sem sanjač, sem tudi romantik, sem človek, ki ima strašno rad življenje, sem človek, ki ima rad odnose in sem človek, ki neizmerno spoznava Boga, tako zelo orenk. Tako in tako pester dogajanje imam v sebi. No. Ja. In mogoče je res to, kar si rekla, ne? Da iz otroštva prihaja, ker sem zelo radoveden. Jaz sem tako radoveden človek, vse me zanima, tle so te kamere, pa to sem rekel, pa kaj tele šminke bo to tle dela danes, ne? Zdaj, fajn, da si povedala, da bo to ena taka uvodna špica, da ljudje videli, da to so umetne stvari, da je to živo, da je tle noter živo, ko se pogledaš, tako da bo to malo razlikovala, no? Ampak skratka, mene to vse zanima. In sem vesel, da si mi malo razložila že kaj in zakaj je to tlele. Super. Ko se pa ti počutiš, ko greš v tej svoji lepi obleki, v tem habitu, recimo v trgovino, nekam na neko, predstavo? Kako tebe gledajo ljudje? Ja, fajn. To, ki mi je všeč, ko si poudarila lepo obleko. Jaz, ko sem bil tako mlad, sem vedno želel lepo biti oblečen. Ja. Jaz, to je bilo nekaj, tudi ko smo šli na žure, sem se zrihtal, ko sem dobil punco, sem se zrihtal, si tako daš na sebe, da fajn zgledaš, veš. Ampak poj, ko sem se pa tako mal, sam s sabo tako malo srečal, ne, to je velika reč in velika milost, da se lahko pogledaš, kdo si, da ni od obleke odvisno, ni odvisno od frizure, ni odvisno od ušesa. Zelo sem bil frustriran, ker sem imel tako ušesa, sem si hlimal, tako sem si hlimal. Ja. Pa je nos je bil malo kriv, to gre človek čestno. Ampak pa sem pa videl, ne, da v bistvu to, kar sem, je nekaj zelo čudovitega. Ja. In potem, ko sem se odločil, kaj bi jaz rad postal, predvsem v Bogu, in ko sem iskal mojo pot in ko sem videl tole rjavo barvo Frančiškov od frančiškanov in potem od kapucinov, sem rekel, to je to. To je najlepša obleka. Ja, pa še praktična je. No, super, ja, res. Res je praktična. No, in ko grem okrog, ne, včasih rečejo, lej ninja, lej iz naftalina, lej z enega muzeja, ki pridejo k nam v samostan. Prvo moram pojasniti, niste prišli v muzej, mi smo živi tle. Tako, gremo v trgovino, če kdo gre z mano, reče, Joško, vsi se za tabo ozirajo. Jaz to že malo ne vidim. Ja, ampak je pa res zelo lepo, no, ker kdor to obleko vidi, ve, da se ne bo pogovarjala o vremenu, ne o politiki, ampak o tem, kdo si, kaj si, kako živiš. No. Super. Zdaj, ko si rekel, da si ušesa limal, meni se to zdi tako zabavno. Ker rečejo, da v bistvu svojo samopodobo zelo dobro lahko zgradimo tudi prek smeha. A se spomniš še kaj tacga, ker te je v bistvu to izgrajeval, da si pol res prišel do tega, da v bistvu ta samopodoba ni toliko na zunaj pa na obleki? Jaz imam po naravi bolj tako, da vzamem stvari s humorjem. Ja. Celo prosil sem Boga, Bog, daj mi humor. Super, daj nam povej kakšno zgodbico. In verjamem, da se to sprosi. Ja, tako, ker Jezus je humorist, kaj je delal. No, in ena stvar, ki mi zdaj ostaja, ker sem bil, ali pa ki mi pride na misel, ker sem bil tako mlad, še tam v moji vasi reki, ne, sem dobil kar naenkrat polno, takih enih mozolov. Ampak začeli si pa tako, ker je ena punca, tam mi je bila všeč v vasi,
Pa sem rekel, kako si pa ti meni všeč, pa je rekla, kvaš ti smrt, kot 3 leta starejša od mene, kvaš ti smrt, še nobenega mozola nimaš. Ne? In jaz sem prosil Boga, to je čisto res, prosim Boga, Bog, daj mi mozole. In kar naenkrat sem jaz dobil nekaj mozolov in polno mozolov in še zdaj imam mozole. A veš, in rečem, lej, to je del mene. To je bila v bistvu tvoja kvaliteta, mislim, tebi se je to zdaj kvaliteta. Jaz sem v bistvu od takrat rekel, joj, Boga ne preveč prositi, ker vse zares vzame. Ampak to je bilo res, to je bila ena taka moja stiska, veš, in zdaj vidim, koliko je bila potrebna, zato da kaj jaz sem, ne, ja. Pa ja, te ušesa so mi bila res zanimiva, ne, veš, vsi so bili tako, fej se mi zdela vse v enih proporcijah, vse v eni ta pravi dimenziji, jaz sem bil pa tak slonček, ne, tako. Ja, in pa sem si res po noč limal, to je taka pot, ne. Super, super. Zdaj, ja, lahko se smejemo, ne, lahko pa tudi imajo mladi zelo nizko samopodobo, ja. In gremo že kar do obupa oziroma do nekih samomorov, ne. Kaj pa bi tukaj ti rekel? Zdaj, kako, jaz poznam punce, ki so popolne, ne vem, po nekih lepotnih standardih, ampak res imajo nizko samopodobo. Kaj jim ti svetuješ? Težko je tako reči, tako za vse. Ne? Jaz mislim, da je vsak človek toliko posebej dragocen in ima vsak svojo pot, da je treba to imati tako vsakega zares. Ja. Jaz vem, se spomnim, ko sem bil tam v osnovni šoli, pa srednja šola, ki je punca rekla, koliko sem suha, ne? Ali pa ne, tako je rekla, ne? Koliko sem jaz debela, pa je bila suha. Veš, pa kakšno rad imam, za mene je bila tista reči super. Ne? Veš, ampak to nisem razumel, zakaj, ampak zdaj, ko se pa srečujem z ljudmi, ne, pa me tako mene zaboli to, ko vidim, kako človek ne more sprejeti, da to ni naknov, da je to ena pot, ki jo človek gre čisto eno ljubiti samega sebe. A ne? In si priznati, lej, Bog, res si me čudovito ustvaril. Ja. Ja. Ampak to je toliko milostno, kar sem zdaj rekel, ne? To je tako čudež, ne? In da si lahko zraven. Jaz v bistvu vsakega takega človeka, ki zdaj srečam, za me je to tak dar. A veš, pa tudi zajokam, ki me z njim boli, se veselim, ki on reče, se pa res ni nič narobe z mano, ne? A veš, in ta pot mi je dragocena, sem lahko zraven, nič ne morem z njega narediti. A veš, ampak sem pa lahko zraven in mi je všeč, da lahko sem sam imel tako stisko, kdo sem jaz in zakaj nisem to, kar drugi mislijo, ne? Da v bistvu zdržim in da ne obsojam, da sem zraven. Ja. To mi je zelo dragoceno. Ne? Ja, super. Veš, kaj rečejo še, da samopodoba je v bistvu sestavljena iz samospoštovanja pa samozavesti. Ja. In zdaj, včasih se mi zdi, da če gre, ne vem, nekdo po ulici reče, ta pa je samozavestna, ne? Ali pa ta pa je. Zakaj misliš, da imamo tako tak negativen prizvok v bistvu do te samozavesti? Da mu ne prvoščeš, misliš? Ja, ker bi to moralo biti nekaj dobrega v bistvu, a ne? Kaj praviš? Ja, to ne poznam. Jaz bolj poznam to, da smo Slovenci bolj to, da skozi nekaj dol tlačimo drug sebe predvsem, no. Mi je pa všeč to, ko srečujem ljudi, ki pa lahko vidim, parem ljudem sem rekel, kako imaš ti lepo podobo, kako imaš ti fajn samozavest. Se pravi, to poudariš, tudi poveš. Poudarim, ja, vidim. Veš, ker sem sam imel bolj švoh, ne, pa ker zdaj se gradi, iz leta v let, zdaj imam pa že nekaj let, ampak vidim in mi je všeč, pa rečem, koliko imaš ti lepo zavest, samozavest, ne, tako, vidim, veš, to pa vidim tako pri očeh, ne, ker tako so, pogled je jasen, drža je izravnana, beseda je, tako, veš, kaj se pogovori, oči gleda, ne gleda tako, pa ne vem kaj, veš, tako res, ampak vse to se vidi, da je naravno, če je naravno, je naravno, ne, tako, poudarim to, povem to, če vidim. Ja, nisem pa še doživel, mogoče je zdaj tako, da če rečejo, taj pa samozavesten, taj pa egoist, ne vem, a tako je to ne poznam. Ja, jaz sem parkrat že videla, no, sem mislila tako, da se hočemo malo dol tlačati drugega. Ja, ampak... Ali pa da mu ne prvošiš, da je uspešen, da nosi svojo,
Ja, okay. Ja, si poj s tabo nekaj s tvoje strani. Ne? Ena avtoprojekcija malo čudna. Mogoče, ja, tako. Super, hvala. Veš kaj, greva zdaj še malo na Božjo besedo, ne? Ker Bog nam je dal res ogromno talentov, ne? In to, da imaš te eno dobro samopodobo, je tudi dar, ne? In zdaj, kako pa ti to doživljaš? Kaj razmišljaš prek talentov, Bog pride do nas tudi na ta način, se spusti k nam? In mi do njega. Ja? In mi do njega. Ja, jaz vidim, no, da nam je Bog podaril lih to, kar rabimo stvari. In lih te, kar rabiš. Da ti nekako dozoriš v človeka, ki bo slavil svojim življenjem Boga. Čisto po domače povedano. Z vsemi temi stvarmi. Jaz vidim, ker sem recimo se sramoval sočutja ali pa enega čutenja, koliko sem jaz propadal, a veš, si nisem dovolil. Ali pa petja, ker imam to podarjeno, glasbo imam podarjeno v sebe. In ker sem jih hotel vzeti, pa sem šel v proizvodno 5 let delati, kaj boš tam pel, kaj boš tam. To so drageti te ljudje. Veš, in kako, če ne uresničiš svojih darov, kako propada človek. Ja. In jaz sem darove dobil in vsak od nas, vsak od telih kamermanov je dobil zato, da nosi naprej ta dar, da ga daje naprej. In ko ga daš naprej, pa je kar raste, kar nekaj se množi. Ti si srečen, ti si bolj sproščen, ti si bolj dober. To se nas usrečuje. No? To jaz pri sebi to vidim, pa tudi drugim pomagam. Če je kdo tako zagrenjen, kar vprašam, kaj si dobil od Boga, kjer je darove? To je eno tako veliko vprašanje, ki ga spodbudim, da malo gruntava, če ne dobi nič hudega, da si vzem mesec, 2, piši. In to se mi zdi dobro, da odkrivamo, kaj smo mi dobili, ker to smo dobili, lih tok in to, kar rabimo, da bomo mi postali tiste prave Božje podobe. Tista prava podoba, ki bo šla z tega sveta, pa se objela, pa rekla, evo, Bog, tle sem, tvoj sem. Ja, lepo. Kje pa ima mesto tukaj hvaležnost? Čist. Hvaležnost je čist Božja dimenzija. Ja. Je prosim in je hvala. Vse to otroke učiš ti. Otroke, a veš, to je najtežje reči. Otrok bi kar sase, pa samoumevno. Nam pa tudi kar samoumevno, da nekaj dobiš. In da se naučiš, da to prosiš in potem rečeš hvala. Meni je to deklina pomagala. Je rekla, Joško, jaz to nisem poznal. Ne prosim, ne hvala. Če sem star bil 23 let, to je bilo samoumevno, da jaz dobim. Hvala pa. Ja, to sem rabo eno tako šolo. Niso starši tako. Jaz nisem tega, nisem pokapiral takrat. Jaz sem bil preveč tako po moje, sem se sam s sabo preveč ukvarjal. In kaj te je porekla deklica? Je rekla, Joško, ko se boš zahvalil, še dobil. Če boš Bogu se zahvalil, ti bo on nasul. In to je res. Pa tako razmišljaš, veš, sej ni to ta logika ekonomije, ampak je ta pristnost, veš, sej, ko staršu reče otrok hvala, sej ti bomo še dal. A veš, sej to imamo mi že vzorc noter, v družini. Jaz to gledam, ker otroci znajo in jaz se res od otrok začenjam učiti. Ali pa oratorij, ki ti reče hvala, mas ti kar narodno, kva mu še dal, ko vidiš, da je hvaležen. A veš, te nam je Bog dal čist noter, nam že logiko. Ja, jaz mislim, majhnim otrokom to gre super, ampak pol najstnikem je pa že majčkan težje. Zdaj, kako pa bi njih spodbudil, da ne sledijo lih vsem medijem. Saša Einzidler je rekla, da je naša samopodoba Wi-Fi, trenutno. Se priključimo gor in povežemo, kaj bi rekel enemu najstniku, najstnici, da bolj sledi pa ne svetu, ampak sveti besedi. Kako bi ga spodbudil? Recimo. Nimam recepta. Nimaš recepta? Ne. Pa se zdi, da so nevarni taki recepti. Ampak bi pa rekel staršem, da zdržijo o tem, kar najstnik išče v sebi. A veš? In da najstništvo je tako lepo obdobje, čudovito, ker človek razvija in išče svoj karakter, svoje mesto in saj ne veš, kva je prav. Po večini smo tle. Ampak jaz mislim, da te, ki so zraven, bi rajš rekel, dajte mu
dostojanstvo držati, bodite zraven. Jaz nimam odgovora tle, ker se mi zdi, da je to tako dragoceno, tudi padci so dragoceni. Ja. In večkrat vidim, ker se tako z mladino ukvarjam, grem k njim, ne, ali pa k birmancem, ne, sem rekel, če boš padel, sam ne biti sam tam noter, čim prej išči nekoga, ki mu lahko zaupaš. Ja, čim prej išči nekoga, ne biti sam, ker kvaliteta je pobrati se. Saj tudi Jezus je ostal, zato smo mi zdaj rešeni. Če bi ostal tam v tistem, koliko sem za nič, koliko kuno tretje, koliko me vsi za nič, ja ne bi bilo odrešenja, se bi bili tlele rešeni, po tleh bi se plazili, ne vem. Ja, se pravi, ti tudi poudariš to, da je ni dobro, da smo sam one man band, ne, sami, ampak da smo v skupnosti, da nas ta skupnost tudi podpira in izgrajuje. Tukaj pa je rata ta napetost, ne, kdo sem jaz kot posameznik, ne, in kdo sem jaz v skupnosti. Ne. In če sem jaz v skupnosti dober, bom tudi posamezno dobro deloval, ne, ker pripadam eno telo, sem en ud enega celega telesa. Ne. A veš? In bi rad ti uskočil v Božjo besedo. Prav Božja beseda. Jaz imam malo težave, tudi to, imam malo to dislektično naravo. Se vidiš, koliko sem malo neurejen. Nekaj tega je, ampak ker ta fokus je pri meni malo zmeden, ne? Ampak imam pa tako širino pogleda, tako da res vidiš, vse druge stvari se razvijajo. Ne? No in ker sem se srečal z Svetim pismom, dost pozen, v Svaruk smo ga imeli v rokah, ampak jaz samo to, da sem ga imel v rokah in ga odložil. Učil sem se tako, da so bili župnik miren, pa ati pa mami mirna, da so me vstili pri mir, da čim manj tega. To se pač narediš, da preživiš. Ne? Ampak ko sem ga dobil pa zopet v študentskem času, to je bilo 23-24 leta, v roke, pa ko sva z mojo prijateljico ga brala, pa ki je ona povedala ven, veš, je rekla, Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Ali pa, če pšenično zrno ne umre, ostane samo. In ona mi je razložila, jaz nisem vedel, kako ona to dobi, ampak sem jo pa občudoval, jaz sem se tega bal, toliko se mi je zdelo čudno. In pa mi je enkrat rekla, Jožko, ti mi super ljubezenska pisma pišeš. Jaz sem to res mojster, to pride vsa ta romantika meni ven, ne. Ja, no, in s tem tudi osvajaš, pa zapeljuješ, to pač moška. Ja. No, in potem je pa ona rekla, to pismo je pa najino ljubezensko. Ker nama je Bog oče napisal, tako lepo si rekla, tukaj je svoje imeno očeta. Ne. A veš, Boga, to nama je napisal. In koliko je popisal teh strani, ne. Jaz sem rekel, pa ne te knjige brati, jaz ne morem, jaz se zmatram, kaj preberem kaj. Ne. Tle pa je dal polno primerov, polno enih oseb, da bi nam pokazal, koliko me ima rad. Koliko sem mu dragocen. Ne. In to, sem jaz pokapiral, in to, kar zdaj malo odkrivam, še bolj, ne, pa kar lahko to živim, to je. Ja. To si res super rekel, no. Sploh to, če pšenično zrno ne umre. Ja. Ne, mi se moramo postarati, mi moramo vsi imeti gube in umreti dejansko. In moramo dati tudi svoje darove, ne, tudi kad dam jaz svoj dar, ne, a veš, jaz tle nekako se praznem, ne, a veš, se spraznem, dam sebe na razpolago in potem Bog lahko zapolni, ne, a veš, in Bog množi to, ne, a veš, Bog dela zares, jaz mu zares dal, ne, me zares vzeme. Super, Jožko. Veš, kaj mi še povej? Kako pa čisto konkretno ti skrbiš za svoj tempelj Svetega Duha, za svoje telo? A si kaj prvošaš tudi kakšno masažo? Ali rečeš, ne, to je dobro. Super, mi je všeč. Veš, mi kapucini smo res tako dosti strog red, lahko rečem. Saj skozi zgodovino smo prinesli eno tako preprostost, ki ima noter tudi eno tako realno življenje, ne, kako živeti in stvari uporabljati, kakor so. Seveda, veliko je teh razvad in tako naprej, ker rinjajo noter, tudi samostane, ampak odkril sem eno stvar, ne, da sem odkril sem plavanje, vodo sem odkril. Aha, ok, povej nam kaj več.
Ja, začel sem plavati. Že prej sem znal, ampak zdaj sem šel pa v tečaj plavanja, to se mi zdelo tako razkošno. Ne? In ko sem bratom rekel, jaz si tako želim, da bi mi nekdo pokazal pravo tehniko plavanja. Jaz imam vodo zelo rad. No, in ko sem šel v to, so bratje rekli, seveda, ja, si super, ne, a veš. No, in ko sem šel v tečaj, mi je bilo malo tako neroden, pa ko so zvedeli te učitelj, pa ta šola, ki smo bili, ne, kdo sem, so se malo hecali, če imam kopalke s štrikom. Pa sem dobil za rojsten dan res kopalke s takim štrikcem. da ko gremo v vodo, sem še tudi tam kapucin. No. To mi je tako, ko se sprosti telo, to mi je tako eno tako odkritje. No. Ja, sej je, veš, voda v bistvu očiščuje, ani voda jaz sem to tako odkril, ja. A veš, pa prvič si tam sam v skupinci, ne. Jaz sem res rad človek skupine, ne. Ampak sam pa moram narediti prav te, ki mi on reče, ne, kako ne popravljam, recimo kravelj, prsno ali pa hrbtno. Delfin bi rad se naučil, ker bom delfin znal, bom to moja velika reč. Skok na glavo. Ja, to že delamo. Ja. Že je super. Ja. No, ampak to so take stvari, ki so detajli, ampak ki ti on pove, kako popraviti in prav tehniko narediti, ne, je pa, ki ti uspe, kako je to dobro. No, to je tako ena taka potrditev, da rečeš, ratal mi je, ne? Ker ne more noben names tebe narediti. Vse se spodbujamo, pa te oni gledajo, jaz rečem, moji bratje pa sestre, ne? Ker skupaj plavamo, ampak sam pa moraš narediti. Ne? Odlično, Jožko. Hvala za tole in bova kar s tem zaključila, ker se mi zdi odlično, da lahko tudi gledalci grejo v vodo in na ta način se tudi predajo Bogu, ne vedno globje, vedno najprej do kolen, potem pa se čist potopimo. Ja, lahko še to. Ne res vsak dela tisto, kar ima tudi rad, tisto, kar je njegovo, kar ima željo. To se zdi super. A veš, da odkrivaš, ne se bati odkrivati, kva imate, ne? Kaj si želite, pa probajte, pa tudi če ga polomite, nič hudega. Tako, to se mi zdi super. No? Tako, in ne gradite svoje samopodobe samo na ličilih in na oblekah, ampak predvsem na zavedanju, da ste Božji sinovi in Božje hčerke. Yes.